Ormož oziroma svoje strankarske kolege in simpatizerje je minuli teden obiskal kandidat za evropskega poslanca in sedanji poslanec v državnem zboru Jožef Horvat. Ustavili so se v trgovskem centru Holermus, kjer so zbrani imeli možnost za pogovor s kandidatom. Jožef Horvat je priljubljen politik, ki je za poslanca bil izvoljen že četrtič. Če mu bo uspelo na volitvah za evropskega poslanca, bi bil prvi evropski poslanec iz vzhodne Slovenije. Res je, v 15 letih, kar je Slovenija članica Evropske unije, ta naš del vzhodne Slovenije, severovzhodna Slovenija, nikoli ni imel evropskega poslanca. To je pravzaprav bil eden od motivov, zakaj sem se tudi odločil, da kandidiram na letošnjih volitvah v Evropski parlament. Bil sem 7 let član odbora za zadeve Evropske unije, 2 leti sem temu odboru predsedoval, tako da lahko rečem, da imam nekaj izkušenj na evropskih temah, še posebej na področju kohezijske politike. In sam sem si zadal nalogo, če mi bodo volivci zaupali, potem bom enega od svojih asistentov, enega od svojih strokovnih sodelavcev postavil in zadolžil za to, da bi pridobival informacije, kako naj gospodarstvo, predvsem iz vzhodne Slovenije, občine, predvsem iz vzhodne Slovenije, dobiva čim več evropskega denarja. Tistega, ki je Sloveniji namenjen, in seveda tistega, na katerega se lahko upravičenci prijavijo direktno v Bruslju. Težko se sprijaznim z dejstvom, da je vzhodna kohezijska regija samo na 70% razvoja, stopnje razvoja evropskega povprečja, na drugi strani zahodna Slovenija, pa in nisem favš, pa dosega 102% evropskega povprečja. Zakaj pa bi si recimo v prvi vrsti prizadevali, razen tega seveda, da si pridobimo čim več sredstev v Sloveniji? Pravzaprav smo počrpali sploh dovolj ali bi lahko še več v Sloveniji? Lahko rečem, da takrat, ko sem bil predsednik odbora za zadeve Evropske unije, bilo je v času vlade Alenke Bratušek, je na moj predlog opozicijskega poslanca, opozicijskega predsednika odbora bil sprejet sklep, da naj vlada kvartalno, se pravi vsake 3 mesece, pride temu odboru zadeve Evropske unije poročati, kako in kaj gre s črpanjem evropskih sredstev. To se dogaja še danes, ker sklepa nihče ni razveljavil in vse vlade od takrat naprej so rekle, wow, to je pa dobro za nas, ta sklep tudi nam koristi, da smo bolj disciplinirani. Iz aktualne finančne perspektive, ko imamo na razpolago približno 3 milijarde in 68 milijonov iz kohezijskih sredstev, nam gre črpanje zelo slabo. Danes smo nekje na 1/5, naslednje leto se praktično ta večletni finančni okvir zaključi in to je ves čas moj apel vladi, da vendarle naj zmanjša te birokratske zahteve, ko upravičenci kandidirajo za evropska sredstva. Mi smo preveč zbirokratizirali to črpanje, je pa res, to treba zelo jasno povedati, da je slovenska vlada tista, ki sprejme operativni program izvajanja evropske kohezijske politike. To je vlada sprejela, strahovito zakompliciranega in sami smo si pravzaprav nekako potegnili ročno zavoro. No pa je dejansko to, da torej vlada je zbirokratizirala vse skupaj, ali so dejansko zahteve tudi verjetno ne z Evropske unije malo večje pa bolj skomplicirane, katerih nismo navajeni? Seveda gre tu za izjemno ostro kontrolo, kako črpati evropska sredstva. Nenazadnje Evropsko računsko sodišče je izredno rigorozno pod lupo pogleda trošenje vsakega evropskega evra, kar je seveda prav. Na drugi strani pa nepotrebne birokratske zahteve ovirajo naš razvoj, ovirajo črpanje evropskih sredstev. Če pogledamo primere pri naših primerljivih državah, vidimo, da je tam zadeva bistveno bolj enostavna. Ampak tisti, ki pa denar dobi, pa seveda ima veliko odgovornost, da upraviči, zakaj je denar tudi porabil. No, verjetno boste s tem namenom, tako kot ste povedali, nastavili svojega človeka, ki bo pomagal pri črpanju. Verjetno je treba samo prave nitke potegniti in vedeti.
Natančno tako. Na prvem mestu je znanje, absolutno se z vami strinjam. Potem pa je seveda zelo pomembno, da dobijo slovenska podjetja, slovenske občine in drugi upravičenci pravočasno prave informacije. Nekateri pravijo, imej informacijo in boš vladal. Ključne so informacije, kako, na kak način, s katerimi projekti najlažje konkuriraš za evropska sredstva. Tista, ki so nam namenjena državi Sloveniji in tista, za katera se da kandidirati direktno v Bruselj. In to se meni zdi ključno poslanstvo evropskega poslanca. Poslanec ne more denarja nositi v košarah, tega ni, tega ne sme in ne more. Lahko pa pridobiva informacije in potem posreduje upravičencem v lastni državi. No, splošna politika v Evropi nam je več ali manj znana, ne? Tako da, gospod Horvat, vam želimo veliko uspeha, ne? In upamo, ne, da na najboljše, ne, da boste tam in da se boste spomnili torej, na nas. Hvala lepa za dobre želje. Jaz moram reči, da veliko razmišljam o Pomurju, iz katerega prihajam, veliko razmišljam o Prelekiji, ki mi je zelo blizu pri srcu in dejansko mi potrebujemo finančne spodbude, da se nam ne bo dogajalo to, da nam mladi izobraženi kadri odhajajo v tujino. Ko odidejo v tujino, se praktično nikoli več ne vrnejo. In zato tudi pozivam volivke in volivce, da grejo na volitve 26. maja in da dajo svoj prispevek, da bo Evropa takšna, kot so jo postavili očetje Evrope, ostala, da bo solidarna, da bomo povezani, da bomo enotni. Bojim se, da bodo preveč moči dobili levi ali pa tudi desni ekstremisti. Če bo res tako, potem se nam Evropi dobro ne piše. In če se bo Evropa zrušila, kakšna je sploh alternativa? Evropa je danes garancija za mir. Če Evrope ne bo, potem tudi miru ne bo. Žal. 350 milijonov državljanov Evropske unije bo tako med 23. in 26. majem letošnjega leta že 9. imelo priložnost, da izvoli 705 poslancev Evropskega parlamenta. Med kandidati za evropskega poslanca Nove Slovenije je tako tudi Jožef Horvat, ki je na drugem mestu. Sicer pa ima stranka Nova Slovenija sledeče kandidate: Ljudmila Novak, nekdanja predsednica Nove Slovenije, Jožef Horvat, poslanec, Lojze Peterle, evroposlanec, Iva Dimic, poslanka, Mojca Erjavec, profesorica angleščine in nemščine, ter Katja Berg, Bevc, članica izvršnega odbora podmladka Nove Slovenije.